prijazno pozdravljeni vsi vi, ki ste se odzvali po vabilu, da prisostvujete. Domačinke, domačini, naši dragi gostje, posebej gospod župan, gospod Marjan Šarec, svetnice in svetniki občinskega sveta občine Kamnik, predstavnice in predstavniki inštitucij. Veseli smo vas, zato vam na začetku kličemo iskreno dobrodošli. Veseli, da smo se danes zbrali v tako velikem številu. Veseli pa me tudi, da smo se zbrali v tem domu. V domu, kjer se radi zbiramo in kjer se velikokrat zbiramo, saj večina od nas. Skupnimi močmi smo ga letos nekako obnovili, naredili smo nov oder, obnovili zunanjost in vsebino tega doma napolnili z raznimi dejavnostmi. Imamo veliko energije v Mekinjah, veliko enih pozitivnih ljudi, veliko želj, veliko želja in tudi veliko načrtov še za naprej. In jaz sem vesel, da so danes med nami tudi gospod župan, gospodi in gospe svetnice in da bodo slišali glas Mekinj in glas našega kraja, ki potrebuje še veliko stvari. Med prvimi definitivno igrišče, ki ga že dolgo časa čakamo, in pa tudi obnova in prizidek šil, šole in tako naprej. Pa ne bom zdaj dolgovezil. Jaz bi rad videl, da se bomo danes lepo imeli ob tem krajevnem prazniku, da bomo ta naš krajevni praznik, 100-letnico, na ta prav način proslavili in pa upam, da boste zadovoljni odšli domov z enim takim pravim krajevnim pridihom in da se boste ponosni na svoj kraj še naprej. Hvala. Dobro večer z moje strani. Kot smo že uvodoma slišali, praznujemo 100-letnico doma, zato smo se člani športno-kulturnega društva skupaj s člani krajevne skupnosti letos odločili, da speljemo določene investicije, malo večje kot pretekla leta. Tudi pretekla leta smo kaj naredili, leta smo pa še malo več. Pa me v parih besedah povedal. Veliko stvari smo naredili prostovoljno, s člani in pa z našimi krajani. Veliko stvari prek obrtnikov, ki so nam pomagali pa stali ob strani. Najprej smo naredili tukaj zatem preboj v zadnjo sobo, ki služi zdaj shranjevanju rekvizitov in pa stolov. To so zraven zidarsko obdelali naši mojstri iz Mekinj, pomalali pa drsna vrata naredili. Potem imamo v dvorani novo razsvetljavo, boste videli po prireditvi z zaščitnimi mrežami. Tle smo postavili nov oder, skupaj s enim obrtnikom, smo se malo kunštvali, ampak je zelo dobro izpadali, tako da tudi njega pohvalimo. To je, kar se notranjosti tiče. Zunaj okoli doma smo pa sanirali škarpe, so bile že zelo načete zaradi vlage, to je bilo tudi vse udarniško narejeno, pa pred domom so nove betonske ploščice. Tako da bi se zahvalil vsem donatorjem, ki nam stojite ob strani in nam omogočite te cilje, vsem krajanom in našim članom, ki ste veliko ur žrtvovali. Sponzorji boste omenjeni na koncu, kar se pa članov tiče, bi pa posebej izpostavil Mateja Slaparja, Miheta Pavliniča, Tomota Smolnikarja, pa Sonjo. Potem, kar se pa krajanov tiče oziroma udarnikov, je pa posebna zahvala gospodu Kavašu, mojemu očetu, ki skozi subzidarje stavil, pa jih pa denal Lojzetu, Dacar Francu, Letnarju Mondreju, gospodu Urmencu, Malarju Petru, na novih stolih, ki jih je financirala krajevna skupnost. In bi se ob tem zahvalil krajevne skupnosti in predsedniku, ki zelo dobro sodelujemo in da nam je omogočil to oziroma, da so nabavili nove stole. Hvala. Spoštovani gostje, spoštovane krajanke, spoštovani krajani, predstavniki krajevne skupnosti, predstavniki športnega društva, predstavniki kulture, svetnice, svetniki
pa da ne naštevam dalje, skratka vsi, ki ste prišli sem na to proslavitev stoletnice in se udeležili v tako lepem številu. To nakazuje, da v Mekinjah še ni zamrlo tisto, kar je marsikje vprašljivo. Se pravi, da ljudje se udeležijo tudi takih prireditev, da ne samo takrat, ko je treba kaj šimfati, ko je treba čez katerega kaj povedati, ta ni naredil tega, oni ni naredil tega, ta bi lahko tako, sosed bi lahko drugače, ta ima škarpo na našem in tako naprej, še bi lahko našteval to vrstne probleme, ki niso tuji, a vendar mislim, da krajevna skupnost, ki je sposobna tako sodelovati, na tem mestu moram posebej povedati, da ste krajevna skupnost, ki imate neizmerno srečo, da imate sitnega predsednika. Mislim v pozitivnem smislu, kajti Matej velikokrat navija tako za igrišče, kot za šolo, pa še za kaj, in je to seveda popolnoma legitimna zahteva in je kot predsednik krajevne skupnosti to tudi dolžan početi. Kot bi lahko rekel, glede na to, da sem kar veliko prijetnih uric preživel tudi v bližnjem samostanu, ko smo bili z mladino tam, bi lahko rekel nekoliko pol za šalo, pol za res, trkajte in se vam bo odprlo. Vendar upam, da bomo te investicije, ki si jih močno želite, uspeli enkrat speljati, seveda pa že ko sem kandidiral, nisem dajal praznih obljub. Vedel sem, kakšna situacija je, situacija bo še težja in bom ne se zapletal v kakšne podrobnosti, ampak volja vsekakor je. Imate mladega predsednika, imate mladega župana, pa še kaj bi lahko našteval, ampak kjer ni finančnih sredstev, vemo, da so problemi 2 mestnih šol, da je problem kanalizacije in ti projekti seveda terjajo svoje. Seveda, s tem denarjem, ki ga bomo vložili tja, bi naredili mnogo igrišč, pa še mnogo česa, vendar realnost je takšna, kot je. Vemo, da je tudi na državnem nivoju problem z denarjem, vemo, da je šola v Ajdovščini se začela graditi, pa država nima tistega denarja, ki ji je bil dan na razpisu in so se ta sredstva zamaknila in seveda, če je država na psu, potem tudi občina, na katero se zgrinja čedalje več dolžnosti, ne more biti na boljšem. A kaj bi to? Danes praznujemo stoletnico in upam, da boste Mekinčani praznovali, seveda ne vsi, ki smo tukaj, tudi 200-letnico, ampak treba je stremeti k temu cilju. Drugo leto boste praznovali tudi 100-letnico šole. Danes pa vam iskreno čestitam k vašemu prazniku in se vam zahvaljujem, da tako sodelujete in da ste še pripravljeni kaj narediti, tudi ne glede na to, a vam kdo kaj plača ali ne. Hvala lepa.